V pričakovanju dvoboja proti Domžalam je vse v znamenju številke 5. 5 evrov za vstopnico v predprodaji. Za 5. zaporedni naslov prvakov. In pri vseh zadnjih naslovih je veliko vlogo imela vijolična petka. Tokrat v odločilnih trenutkih sicer ne bo na igrišču, vseeno pa tudi skozi letošnjo sezono nepogrešljiv del šampionske celote. Željka Filipovića smo po operativnem posegu obiskali na rehabilitaciji. Pa moram priznati, da je ta situacija malo manj prijetna. Normalno, lepše bi bilo v Ljudskem vrtu na štadionu posneti nekaj lepega o naslovu prvaka, ampak kaj ćemo, situacija je taka, trenutno se nahajamo v Termah Čatež. Tretji teden gre od operacije, sem tu na rehabilitaciji, tako da rehabilitacija gre trenutno uspešno, vse gre po planu in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Ljudje začnejo tam po 6. tednu po operaciji, začnejo s temi vajami. Zdaj, jaz sem dobra 2 tedna od operacije in sem že na tem nivoju, tako da res super napredujem. Moram priznati, da je potek rehabilitacije zelo napredna. Pa sam Željko je zelo pridan, dela zjutraj, dela popoldan, dela zvečer. Mi moramo začeti iz baze, iz nule začeti s njima in mi zdaj v tistih 4 dni smo mi kar, bi rekel, če gremo od 1 do 10, mi smo prišli na 4 ali do 5 in to veliko. Naslednji teden vključimo ga v drugače rehabilitacijo, vključimo ga na ta aparat, vključimo ga na izokinetika, vključimo ga v bazen, ker rana je skoraj čista. Tako da v ponedeljek naprej vključimo ga na izokinetika, vključimo ga na teh mize, na osteopatije, vključimo ga v bazen, še dodatnih. Tako da jaz mislim, da že naslednji teden, do konca naslednji teden bi se pokazala eno velik rezultat. Da upam, da bo Filipović vključen v ekipi že na jesen, da lahko pomaga v naši vijoličasti v Ligo prvakov. Sklop vaj je tak, da v bistvu operirane strukture še čisto nič ne obremenimo, rabijo še čas, da se zacelijo, se reče, delamo bolj v položajih brez obremenitve, brez prevzema telesne teže, tako da vaje so, bi rekla, za njega lahke, edino, kar mora lepo paziti, pa se skoncentrirati na te mišice, ki jih želimo zdaj najbolj aktivirati, pač obhrbtne mišice, globoko ležeče, še nič kaj globalnega gibanja, brez kompleksnega gibanja. Kljub temu, da ne bo mogel pomagati soigralcem, je prepričan, da bodo opravili svoje delo z odliko. Tako kot so zmeraj, ko je Maribor prvaka odločal doma v Ljudskem vrtu. Fantje so res oddelali te tekme, oziroma ta spomladanski del res na super nivoju. Zmagovali smo tiste tekme in zdaj proti Celju je bil en dober pokazatelj, da ko ekipa, ko klub rabi točke oziroma ekipa, da so pravi in res sem vesel. Zame je bilo pač težko to vse spremljati iz kavča, ampak situacija je pač taka. Za Željka Filipovića je zadnje obdobje eno najtežjih v karieri. Trenutno se nahajam v taki situaciji, da pač moram čez to neko bazo, brez katere ne gre. Delam po programu, ki mi ga pač fizioterapeuti tu dajo in tega se moram držati. Sem ves čas pod kontrolo, kot sem prej omenil, ker vsak gib je zelo pomemben, ne smem delati oziroma ne smem dvigovati nič težkega. Popoldne pa kombiniram. En dan grem v fitness, drug dan pa si privoščam malo daljši sprehod, ker je hoja zelo dobra za hrbet. Toda v mislih je po uspešnem posegu že čas, ko bo spet aktivno sodeloval v gradnji novih uspehov. Vemo vsi, da to ponavljanje je zelo težko, ampak res se trudimo in kar je zelo pomembno, da delamo iz sezone v sezono korak naprej. Tako da zato, ker delamo te korake naprej, zato pa tudi konstantno to osvajamo. Upam, da bomo ponovili to Ligo prvakov in oziroma upam, da bomo te rezultate ponavljali čim delno. Vijolična petka je ves čas v kontaktu z ekipo, tako ali drugače, zato pri Filipoviću vse skozi ni bilo nobenega dvoma ali vprašanja o naslovu prvaka. 31. avgusta bo 5 let, odkar sem v Mariboru in
Nekako smo te naslove prvaka osvajali redno in dosti suvereno. To leto je bilo kar malo napet. Moramo se zavedati, da smo igrali to Ligo prvakov. Zelo veliko energije smo porabili za Ligo prvakov in težko se je bilo skoncentrirati na prvenstvo. Ampak lahko pohvalim svoje igralce oziroma vodstvo, cel klub skupaj z navijači, da smo ostali toliko disciplinirani oziroma profesionalni. Realno si tudi Maribor kot Maribor zasluži ta naslov in trenutno ne vidim kluba oziroma mesta, ki si to zasluži bolj.